Dober dan in en lep sončen zimski pozdrav v naši prvi letošnji oddaji za zdravje, ki jo bo začela Erika Brajnik, priznana naturopatinja, ki bo tudi v letošnjem letu za nas in vas pripravljala zanimive in koristne nasvete. Današnja tema bo spet več kot zanimiva. Težave z želodcem in bakterijo Helicobacter pylori. Ampak Erika ima rešitev. Erika, pozdravljena. Danes bomo govorili o res zelo zanimivi temi o neprijetni bakteriji Helicobacter pylori. Veliko ljudi je okuženih z njo, kaj ne? Ja, danes bomo govorili o tej slavni bakteriji Helicobacter pylori. Veliko ljudi je okuženo z njo. Zelo veliko ljudi je okuženo z njo, absolutno. V bistvu Helicobacter pylori v 80, celo 90% proizvaja gastritis, rane na želodcu. Od 2 do 6krat več možnosti imamo, da dobimo raka na želodcu, če se nam večkrat ponovi ta bakterija Helicobacter pylori. Ja. In kako recimo ugotovijo ljudje, da imajo to bakterijo? Diagnozo postavi zdravnik, absolutno. To ni tisti domači testi, to je folklora. To ne gre. Diagnozo mora postaviti zdravnik za biopsijo. Je pa res, da je zelo trdovratna bakterija in da se je težko znebimo oziroma se rada ponovi. Zelo hitro se razširi za slino, tako da si jo lahko predamo samo, če si voščimo, zdaj ob praznikih in tako naprej, absolutno. Je zelo nevarna, zato ker se rada ponavlja in se hitro prenese. Kaj narediti? Zdaj zdravnik navadno svetuje antibiotično kuro. Tista pomaga, zato ker jo ubije, samo antibiotična kura je taka, da rada zagotovi, da se Helicobacter ponovi. Kaj se dogaja? Helicobacter v želodcu poraste, kadar so nepravilna pH želodca. Mi vemo, že želodec mora biti kisu. Ne sme biti prekisu, zato ker če ne imamo refluks in imamo tako zvane težave z zakisanim želodcem. Ne sme biti pa tudi preveč bazičen. In v tem primeru je to, kar se dogaja v veliki večini primeru z želodcem. Želodec je preveč bazičen. pH želodca ni kisu dovolj in kaj se dogaja taki osebi, kadar ima nepravilen pH želodca? Kdor ima kisu, ga čuti, zato ker čuti kislo v požiralniku, mora spati z privzdignjenimi vzglavnikom in tako naprej. Kdor ima preveč malo želodčne kisline pa ne čuti tega, ne čuti skoraj nič, edino čuti prvo utrujenost, sploh po jedi, po glavni jedi, po kosilu. In kar se mu dogaja, še se mu napihne trebuh po jedi. To je prvi znak, da je pH želodca nepravilen. Na tem mestu potencialno lahko poraste Helicobacter pylori. Kadar on poraste, takrat, kadar je v akutnem stanju, peče, boli, takrat dejansko potrebujemo zdravniško pomoč. Vendar kaj naredi? Antibiotični cikel traja 2-3 tedne. Antibiotik v bistvu ubije to bakterijo, vendar ne garantira pravilnega pH želodca. In zato na nepravilnem pH-ju želodca poraste spet on, Helicobacter pylori. Takrat je zelo vredno uporabljati še probiotik, dobre bakterije, ki uredijo pH želodca in tudi nekatere ubijejo to bakterijo. In tako dejansko pridemo do trajnostnega zdravja. Zdaj, ta želodec je šibak. Je dejansko ošibi zelo močno za to bakterijo, zato jaz vedno svetujem eno formulo, ki je odlična proti zakrepiti želodec, da se nam zgodba ne ponovi, zato ker Helicobacter pylori gre tudi na otroke, tu je trdovratna zadevščina. Korenike iz kolmeža. Kolmež, čaj korenika je tisti, ki razkuži v prvi vrsti želodec. Kaj naredimo? Naredimo tako, da kupimo korenike iz kolmeža, čaj, damo 2 deci vode in v to damo 1 čajno žličko kolmeža. Pustimo stati čez noč. Naslednje jutro damo na ogenj in samo pogrejemo in spijemo to šalčko zjutraj po zajtrku recimo. Če imamo otroka, otrok tudi, ker ima šibak želodec, tudi ob tej gripi želodčni, črevesni in tako naprej. To zelo pomaga kolmež, absolutno. Pri otroku bomo pa dali 1 jušno žlico 3krat na dan. Vedno znova posegrejemo kolmež. Je res zelo v redu, to pijemo 40 dni.
na kar moramo narediti 30 dni pauze in pol lahko spet cikel ponovimo. Je zdravilen, zato ker krepi naš želodec, da bakterija ne poraste ponovno. Kar bi apelirala, kar bi podčrtala, je še eno dejstvo, kar ni zanemarljivo, vendar ima dosti ljudi težave s tem. Helicobacter pylori se prenaša skozi, smo rekli, slino. In zdaj v zraku tudi, če nekdo kiha, če se poljubimo, pa če rečemo za praznik ali karkoli že, takrat je zelo pomembno, da zavarujemo usta. Kdor ima ta želodčne težave, ima pH ust nepravilen, zato ker vpliva pH želodca usta. Ta oseba bo imela več kariesa, ta oseba bo imela parodontozo, ta oseba bo imela več krvavečih dlesni, ta oseba bo imela več aft v ustih. Torej moramo delovati tudi na ustih, tle se začne prebava v ustih. Takrat je najbolj smiselno mazati probiotične bakterije po ustih, zato ker je tudi prva zaščita nam. Ta zaščita je dobra, zato ker posredno, veste, požiralnik, staplik sta kar malo skupaj, ne? In te bakterije kar šibajo, lahko tudi do pljuč, sploh v tej zimski sezoni, kadar imamo dosti grip in okužb. Tako je fajn, da mi, če namažemo bakterije v usta, one skozi sapnik grejo tudi v pljuča. Če ne, grejo samo skozi želodec, v želodec, ne. Tako da, če mi namažemo to zvečer po zobeh, bomo mi zaščitili to prvo nam bazo, zaščito za cel imunski sistem, torej za respiratorni trakt in za prebavni trakt. Tako da smo zatrli, ukali vse, kar bi nas lahko prijelo, sploh pa res pH ust garantiramo, da je pravilen. Kolikokrat se mi je zgodilo, da so ljudje, ki so imeli aparat, zobni aparat, recimo, da imaš zato, da ti uravnajo zobe, ne? In ga nosijo recimo 1 leto, 2 leti, in recimo, da taka oseba ima tudi nepravilen pH želodca, lahko je imela Helicobacter pylori, lahko tudi ne, vendar pH želodca je nepravilen, da dol aparat, zobi je spet vsak po svoje. Zakaj? Zato, ker je nepravilen pH ust in imamo dlesni, ki so šibke. Gor so poraščeni nepravilni mikroorganizmi in zobje niso močni, čvrsti, oziroma dlesni niso močne, čvrste in pol šiba vse po svoje. Erika, probiotiki morajo biti nekaj posebnega ali jih So svetuješ ti? določeni sevi, Tako? absolutno mi lahko pišejo, so določeni sevi, ki jih je treba svetovati ob teh težavah, ne, niso vsi sevi pravi. Žajblov čaj je zelo dober za razkužiti ustno votlino, vendar imaš določene seve bakterijske, ki zagarantirajo in ubijajo patogene bakterije. Erika, tole je bilo res zelo zanimivo. Vsi, ki imajo pač težave z želodcem, najbolje, da se obrnejo na tebe in boste skupaj to rešili. Hvala lepa. Ja.